Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate dober obisk na mestnem kopališču, 30 let Društva delovnih invalidov Črešnjevec, bistriški pridih na državnem kolesarskem prvenstvu, pomemben delež Bistričanov za evropsko atletsko elito, nogometaši Bistrice pred začetkom nove sezone. Kopalna sezona na bazenu v Slovenski Bistrici je že v polnem teku. Pri javnem zavodu za šport Slovenska Bistrica, ki upravlja z mestnim kopališčem, so zelo zadovoljni z dosedanjim obiskom. Zdaj sezona je v polnem teku, tako da vreme nam zaenkrat služi, kar je bistveno. Zdaj, kar se tiče nekih sprememb, primerjavi z lanskim letom jih ni, se pravi, cene so enake, celodnevna za odrasle znaša 5 evrov, za otroke, dijake, študente, upokojence, invalide 4 evre. Tudi letne karte imamo in mislim, da so cene dostopne prav vsakemu. Zdaj, kar se tiče nekih dejavnosti dodatnih, imamo ponovno jutranje in popoldansko oziroma večerno plavanje, ki se je zelo lepo prijelo in smo veseli, da so tudi občani spoznali, da je plavanje zelo dobra rekreacija in sploh v teh vročih dneh lahko služi kot zelo lepa, dobra ohladitev. Zagotovo ste zadovoljni tudi z obiskom v teh vročih dneh? Ja, vsekakor vidi se, da je vroče, ljudje so željni ohladitve in bazen je zaenkrat res zelo poln, kar nas veseli in seveda, da služi svojemu namenu konec koncev. Društvo delovnih invalidov Črešnjevec letos praznuje pomemben mejnik – 30 let delovanja. Ob tej priložnosti so v soboto, 5. julija, pripravili slovesno prireditev v Kulturnem domu na Črešnjevcu, kjer so se člani, podporniki in gostje spomnili začetkov društva, njegovega razvoja ter številnih dosežkov skozi 3 desetletja. Prvo je dosežek, da so sploh ustanovili društvo pred 30 leti. To so bili kar težki časi. Bilo je nekaj zanesenjakov, da so društvo ustanovili, so šli skozi vse procedure in so tako dobili status društva v javnem interesu. V društvu se je dogajalo kar precej stvari. Dosti smo naredili za invalida, tudi v kraju Črešnjevec in v občini Slovenska Bistrica, saj smo bili pobudniki listine občina po meri invalida. Občina Slovenska Bistrica je to listino pridobila 2014. S tem se je izboljšalo ali pa celovito pristopilo k reševanju problematiki invalidov in ne samo invalidov, starejših, tudi mlajših. Mamica z vozičkom ne more čez pločnik, če ni klančine. Zato smo zelo ponosni na to, tudi ponosni smo na 2 reviji, pevski zbor Društva delovnih invalidov Slovenije, ki smo jih organizirali v Slovenski Bistrici. To je bilo en veliki dogodek, preko 500 ljudi. Za prihodnje pa želim predvsem zdravje. Če bo zdravje, bo tudi energija za prihodnje delo. So še neke načrti za prihodnje, tako da največja skrb pa je skrb za invalida. Društvo si ves čas prizadeva za vključevanje delovnih invalidov v družbo, krepitev njihovih pravic ter za medsebojno povezovanje in podporo svojih članov. Na prireditvi so podelili tudi priznanja posameznicam in posameznikom, ki so s svojim delom, vztrajnostjo in dosežki prispevali k ugledu in razvoju društva. Ob obletnici je društvo znova pokazalo, kako pomembno je, da imajo tudi delovni invalidi svoj prostor, kjer jih druži skupna pot, izmenjava izkušenj in medsebojna pomoč. Mesto Celje in njena širša okolica je bila zadnji vikend meseca junija v znamenju kolesarjev, kajti kolesarke in kolesarji so se borili za naslove državnih prvakov. Med udeleženci pa sta bila tudi Bistričanka Urška Žigart, ki je branila lanskoletni naslov med članicami. Med mlajšimi mladinci pa je pedale vrtel Maj Bohak, ki je tudi velikup slovenskega kolesarstva. Favoritini Urški Žigart tokrat v cestni dirki ni uspelo obraniti naslova. Pristala je na 5. mestu. Mislim, da ni nobena skrivnost, da mi bolj ustrezajo klanci in danes praktično ni bilo daljšega vzpona od 500-600 metrov, kar se v grupi večinoma preleti.
Ja, sem probavala, sem sledila napadom, tudi sama napadala, ampak na koncu pač je bila proga res bolj v prid šprinterkam. Srebrno kolajno pa si je prikolesarila v vožnji na čas. Da pa je v dobri formi, potrjuje dirka po Švici, kjer je s 5. mestom dosegla uspeh kariere. Forma je super, približujejo se cilji v tem drugem delu sezone. Poletje bo po moje pestro in potem še na koncu leta svetovno prvenstvo v Ruandi, ki je tudi za klančarje, in tudi evropsko prvenstvo v Franciji za klančarje, tako da teh nastopov se tudi zelo, zelo veselim, ampak ja, najprej lepo počasi, najprej me čaka Giro v Italiji in potem bomo videli. Kakšne so pa torej spomini na Slovensko Bistrico? Torej redno prihajate v Slovensko Bistrico, Bistričani smo vas danes tukaj spremljali? Nažalost ne toliko, kot bi si želela. Pridem enkrat vsakih 6 mesecev ali pa še to ne. Ampak ja, takšno je življenje. Poti nas vodijo povsod po svetu, ampak sigurno, ko se ta karierna pot konča, bom z veseljem večkrat prišla nazaj domov. Lanskoletni slovenski podprvak med mlajšimi mladinci Maj Bohak je bil prvi favorit za prvo mesto. Sama dirka pa se razpletla povsem drugače. Že v prvem krogu 3 na 67 km dolgi trasi je ušla ubežna skupina, ki je do konca prikolesarila v cilj. Maja ni bilo v tej ubežni skupini, na koncu je bil njegov nastop zaključen na 51. mestu. V prvem krogu je šla ubežna skupina, v kateri smo imeli enega kolesarja, Nika, in jaz potem nisem smel iti zraven, ker smo pač enega imeli, pa nisem smel loviti, tako da so se odpeljali. To je tudi v redu za našo ekipo, ampak ja, pol pa v zadnjem krogu so se mi zgodile tehnične okvare na kolesu, tako da sem zaustavil skupino. V petek si bil na kronometru 5, je morda šlo kaj preveč energije tudi v petek za tale kronometer, da danes ni bil tako uspešen dan? Pa niti ne, danes sem se drugače počutil zelo dobro, ampak ni bilo naklonjeno. Kako se ti je zdela proga? Kje so bili tisti tvoji momenti? Proga je bila zelo v redu za bege, saj je veliko kratkih vzponov, ni pa dobenega dolgega, da si bila tako klančarji odpeljali, ampak ja, je bila zanimiva proga. Kakšne so bile torej priprave za državno prvenstvo? Je bil to eden glavnih ciljev in kaj te čaka še letos? Ja, to je bil zagotovo en glavnih ciljev, ampak prihajajoči cilji so še Kids Tour Slovenije naslednji teden, potem pa še je EOF, olimpijada za mlade. Vsekakor se ti pa obeta tisti nekako kar famozni prestop, torej od tale podmladek Bore. Kdaj se bo to zgodilo in kako je pravzaprav prišlo do tega? Podpisal sem z Grenke Autojedrom, to je pripravljalna ekipa za Boro. Za to ekipo pa začnem dirkati od januarja naprej. Kako bo izgledalo, veš, nekatere malenkosti? Vse bom delal v Sloveniji, treniral, v šolo hodil, samo pač dirke v tujino. Slovenska atletska reprezentanca je na ekipnem evropskem prvenstvu v Mariboru osvojila 2. mesto in se tako uvrstila v prvo divizijo evropske atletike. Svoj tekmovalni delež je v tem zgodovinskem uspehu dodal tudi član bistriškega kluba Klemen Modrijančič. V skoku v daljino je skokom 753 cm zasedel 7. mesto in tako k ekipnemu dosežku dodal velikih 10 točk. To pa je bil tudi njegov krstni nastop za člansko izbrano vrsto Slovenije. Ja, mislim, da sem prvi nastop za člansko reprezentanco opravil dobro. Imeli smo na tekmi zelo težke razmere in v njih sem dosegel 7. mesto ter priskakal Sloveniji 10 točk. Kot ekipa pa nam je seveda uspel glavni cilj, o katerem govorimo že več kot pol leta, torej to je preboj v prvo ligo. Kaj ti je zraven rezultata in nastopa dalo tole evropsko ekipno prvenstvo? Na tekmi za tako dobrim vzdušjem še nisem bil, pa tudi verjetno zelo dolgo časa več ne bom, ker od prve sekunde, ko smo prišli noter na tekmovališče, se je čutilo, da so na tribuni res navijali tako gledalci kot tudi drugi kolegi iz reprezentance. In mislim, da je to ne samo meni, tudi vsem ostalim iz slovenske reprezentance pomagalo v veliki meri, kar so pokazali tudi rezultati. Zgodovinskega uspeha se veseli tudi vodja reprezentance Boštjan Friedrich, ki je imel na delu res izvrstno slovensko atletsko zasedbo. Ja, res je, v bistvu želja oziroma cilj pred prvenstvom je bila uvrstitev v prvo divizijo in
To nam je uspelo, sicer ni bilo lahko, 2 dneva res garanja in na koncu celo uvrstitev na drugo mesto pred Norvežane in Turke, kar je bilo res fenomenalno in lahko rečem težko ponovljivo. Tako da čez 2 leti nas čaka tekmovanje v eliti evropske atletike in to bo res izvrstna izkušnja za vse, predvsem mlade in pa tudi konec koncev starejše atlete, ki niso imeli do sedaj te možnosti. Boštjan je tokrat odgovorno nalogo vodje reprezentance odlično izpeljal. Ali mu bo takšen izziv v ospredju tudi v prihodnosti? Mislim, to je čast na koncu. Res mi je bilo lepo voditi takšno ekipo, še posebej pred domačim občinstvom, tako da kolikor bodo želje Atletske zveze tudi prihodnje takšne, bom z veseljem sprejel ponudbo in gremo novim izzivom naproti. Atletika je zdaj res v porasti, vidi se, da se dviguje ne samo posamezniki, ampak ekipa je dobra, tako da je treba na tem graditi in v prihodnosti nas čakajo še lepe zgodbe. Tudi ostali bistriški akterji so pri organizaciji tega tekmovanja dodali svoj kanček. V prvi vrsti predsednik organizacijskega odbora Lado Mesarič. Najprej smo se lotili enega večjih izzivov, ki je bil namestitev toliko športnikov v Mariboru. Zdaj so šli iz 2., 3. divizije, ko šla se je druga, tako kot mi smo rekli, šli so v tople posle. Je bil en večjih izzivov. Psi prevozi so velik izziv. En od izzivov je tudi stadion, ki je sicer lep, ko ga pogledate, zelo lepo urejen, ampak stadion ima vse 25% premalo kapaciteto in kar se tiče gledalcev in prostora okoli in vsega. Kar se tiče varovanja imamo zelo narejeno v enem mehurčku, vse zaprto, težko se pride zraven, kar je treba. Izzivi so bili, Evropska atletika nam je ponujala, nam je dala zelo velike izzive, ampak moram reči, da njihov koordinator Daniel Pereira pa vse ekipa okoli, ki so tudi del organizacijskega odbora, so ogromno pomagali pri tej zadevi, so nas tudi veliko naučili, tako da mi tudi ko bo tekma, tudi po organizacijski plati bomo precej drugačni, kot smo bili. Brez Dejanovega glasu pa tudi na tem tekmovanju ni šlo. Jože, midva to poznava, zadeva na bistveno višjem nivoju, kot je mednarodni atletski miting v Slovenski Bistrici ali pa tukaj v Mariboru. Namreč vezani smo na TV prenose, ki gredo potem po Evropi preko našega RTV centra. Včasih, ko se seznaniš štartno listo, tukaj je v fizični obliki, za mano imate še možnost na zaslonu, na dotik spremljati še trenutno dogajanje, mi je po tehnični plati bistveno lažje. Res pa je, da še enkrat omenim Sebastjana, pa tudi 2 sodelavca, Gregorja Japla in pa Kima Zeliča. Brez njiju se takšnega dela sam tukaj ne bi mogel umisliti. Torej gre za izjemno dobrodošlo pomoč, ker me usmerjajo dobesedno na sekundo, natančno. Odlični skoki, meti in teki na tem tekmovanju pa so tudi dobra napoved za štajersko atletiko. Jaz mislim, da je trenutno stanje v slovenski atletiki takšno, da je Bistrica oziroma celotna Štajerska zelo povezana in v zadnjih letih se intenzivno dela na tem in mislim, da Atletska zveza kar raste s tem in na nek način tudi ta naš štajerski del. Nogometni klub KTMI Impol Bistrica je pretekli petek v prostorih hotela Leonardo pripravil novinarsko konferenco, na kateri so predstavili načrte in cilje za novo sezono. O pričakovanjih je uvodoma spregovoril predsednik kluba dr. Vito Martinčič. Poleg dobre ali pa zelo visoke popolnjenosti nižjih selekcij do U13 smo v letošnjem letu dosegli en velik preskok in naše selekcije U15 in U17 so se uvrstile v enotno prvo slovensko ligo U15, U17. Do zdaj v bistvu tega v Sloveniji, v Slovenski Bistrici še nismo dosegli. Res je, da smo vrsto let tekmovali pri U15 prvi slovenski ligi Vzhod, vendar tokrat je pa zdaj enotna slovenska liga, se pravi, da naši selekcije U15, U17 bodo potovali ne samo do
Murske Sobote, Maribora, ampak tudi Kopra, Ljubljane, glavne po celi Sloveniji in v bistvu na eni strani je to velika priložnost, na drugi strani pa tudi velika odgovornost organizacijsko, strokovno za klub in v bistvu tudi za okolje, ker je pač posebno povezan tudi z zelo visokimi dodatnimi stroški za vzdrževanje tega tekmovalnega ritma. Tudi pri tekmovalni selekciji U19 pri mladincih smo v sezoni 2024-2025 bili do nekaj kol pred koncem prvenstva v boju za prvo mesto in uvrstitev v prvo slovensko mladinsko ligo, vendar nam v bistvu tokrat že drugič zapored na koncu zmanjkalo za las in to je v bistvu ena od naših glavnih prioritet v naslednji sezoni, se pravi mladince spraviti v prvo slovensko mladinsko ligo. V tem delu bi jaz posebej pohvalil vodjo nogometne šole Alojza Friclja, ker ne samo, da je selekcioniral, ampak v bistvu tudi nogometna šola je rezultatsko toliko usmerjena, da dejansko postajamo neki simbol ali pa neki stabilno strokovno delo z mladimi. Tu je posebej izpostavil, kar se zelo redko dogodi, da naša selekcija U15, ki je v sezoni 2024-2025 tekmovala v drugi slovenski mladinski ligi U15, je brez poraza se uvrstila v prvo slovensko U15 ligo in ne samo to, iz druge lige smo dobili 2 slovenska reprezentanta U15. To, tisti, ki se ukvarjate z nogometom, je res zelo redko, da selektorji pogledajo pri selekciji U15 in to v drugi ligi, da nekdo toliko odskakuje, da je povabljen v slovensko reprezentanco. Če se dotaknemo rezultatsko malo članske ekipe, po malo težjem začetku sezone, ker finančno zagotovo se NK Bistrica ne more boriti z nekaterimi finančno močnejšimi klubi iz druge slovenske lige, zato je v bistvu vsakih 6 mesecev smo soočeni, na eni strani igralci grejo, na drugi strani igralci pridajo, dajemo pa velik poudarek strokovnemu delu z mladimi in v bistvu trener je naredil vrhunsko delo in po začetnemu peljavanju, se pravi sistemov dela, uigravanju ekipe, je ekipa iz kola v kolo igrala boljše, tako da smo že na koncu jesenskega dela sezone bili usmerjeni proti vrhu lestvice, imeli smo v bistvu tudi najboljšega strelca druge slovenske nogometne lige v jesenskem delu in Jaša Martinčič je potem v januarju prestopil v prvo ligo, se pravi v ekipo Radomlj in zaradi kvalitetnega dela in tudi izredno uspešnega dela naše ekipe v pomladanskem delu sezone so potem tudi kar 3 ostali naši igralci prestopili v prvo slovensko nogometno ligo. To so bili Domen Zajšek, Ivan Svržnjak in Stanislav Karpuhin. Se pravi, ena sezona, 4 igralce z novi v prvi ligi, kar zagotovo se ne more pohvaliti noben drugi klub iz druge slovenske nogometne lige. Če k temu dodam še, da je Jaša Jelen, katerega smo dobili za Radomelj, bil reprezentant U20 in da je Luka Poredoš prav tako iz druge slovenske nogometne lige dobil povabilo v reprezentanco U21, potem so to eni zagotovo enih takih močnih pokazateljev, da se v klubu dela dejansko zelo kvalitetno, zelo strokovno in na visokem nivoju. Tako da tu bi se zahvalil trenerju Robertu Pevniku in v bistvu tudi ostali strokovni ekipi za res kvalitetno vrhunsko delo. Kakšni so plani za sezono 2025-2026? V nogometni šoli zagotovo obstanek U15 in U17 v prvi slovenski nogometni ligi, napad mladinske selekcije na prvo slovensko mladinsko ligo. Če pa gledamo člansko ekipo, pa če smo še prejšnjo sezono malo bolj sramežljivo
pogledovali proti vrhu, zasledujemo strategijo, se pravi, da v 3 do 5 letih mora imeti Bistrica prvoligaša. Se pravi, v sezono vstopamo ambiciozno, maksimalno delovno in naši sponzorji nam zagotavljajo in celotna organizacijska infrastruktura kluba, da bomo igralcem omogočili maksimalne pogoje za delo. Spremembe v članski ekipi je predstavil trener Robert Pevnik. Dobili smo tudi 3-4 že zelo dobre okrepitve. O imenih še nam govoril, eden izmed njih je Gal Gorenak, tako da nam še o imenih govoril, lahko potem na naslednji novinarski, ki bojo vse te, bom rekel, zadeve podpisane, realizirane, tako da jaz mislim, da imamo za naslednjo sezono in bomo imeli zelo konkurenčno ekipo, igralci, ki se želijo uspeha, ki želijo biti najboljši in ki želijo seveda napredka v prvo ligo. To niti Real Madrid ne more obljubiti, tudi on je izpadel v Champions League, se pravi, ne smemo biti prepotentni, moramo pa biti ambiciozni, maksimalno moramo dati igralcem to samozavest, da vejo, zakaj igrajo, da nihče ni boljši od njih, na koncu bo pa štele nijanse, kot zdaj, ampak jaz verjamem, da bomo to zgodbo zelo pozitivno speljali v tej sezoni in sem velik optimist. In zakaj se je Gal Gorenak odločil, da se pridruži bistriški ekipi? Kot je bilo že dosti povedano, nogometni klub Bistrica trenutno sodi v sam vrh druge lige, znajo delati z mladimi igralci, jih pripraviti na prvo ligo, tako da to je bil zame en večjih plusov. Prav tako, bom rekel, poznam trenerja, vem, kako deluje, ima dobre treninge in mislim, da sem lahko hvaležen, da so mi zaupali to vlogo, so me lepo sprejeli,